Med dekleti je ponovno blestela Petra Polanc, ki je pometla z vso konkurenco in ubranila naslov državne prvakinje med posameznicami. Med posamezniki pa je navdušil Jaka Ivančič, ki se je kljub močni konkurenci povzpel na vrhnjo stopničko. V polfinalnem dvoboju je izločil klubskega kolega Žigo Podgorška, v finalnem dvoboju pa premagal še domačina Marka Korošo. Ja, uspešno, samo to, nimam kaj drugega za dodati. Med posamezniki je pravzaprav ubranil naslov državnega prvaka. Prvič je na najvišjo stopničko stopil med člani že lani. Iskreno sem mislil, da bo imel bolj težke tekme. Stopnjeval sem igro iz tekme v tekmo. Sem hitro zaključil tekme, nisem se preveč utrudil in eno do drugega je vodilo do tega, da sem prišel do zmage. Jaka pa je tokrat zablestel tudi v moških dvojicah, saj je v finalu skupaj z Miho Mastenom Beka Branik nepričakovano premagal svojega brata Miho in Vida Koščaka, Beka Mirna. Tako je osvojil še drugi naslov državnega prvaka. Tudi v dvojicah prevelikih težav ni bilo. Se nam je zalomil malo v polfinalu, ampak stvar je šla vse. V finalu je bila tudi napeta tekma proti bratu, ampak je zmagal boljši. Med moškimi dvojicami omenimo še 2 tretji mesti Medvoščanov. Tadej Jelenc je zaigral z Nikito Pešehonovom, Martin Cerkovnik pa v paru z Gašparjem Krivcem Beka Mirna. Cilj je bil osvojiti 4 naslova in ponoviti rezultat lanskega leta. Lahko rečem, da so nastopalo 12 igralcev, moralo biti nastopati 15, ampak zaradi bolanj poškodovanja je bilo 12. So nam uspelo, 4 naslova so naše. Lahko tudi rečem, da smo izboljšali rezultat, ker so naprimer v moških posamezno smo imeli v polfinalu od 4-3 igralce so bili iz Medvod. Final miksta je bil tudi medvoški. Omenim, da tudi v moških dvojicah je vsi 4 dvojice je bili medvoške, oziroma vsaj en igralec iz para je bil medvoški. Tako da so edino, lahko rečem, luknjico je imeli v ženskih dvojicah, ker niso punce dosegli kolajne, želeli smo to, ampak je v četrtfinalu žal so jih ustavili. Je pa ob vsem navedenem toliko bolj presenetljiva vest, da se je Jaka Ivančič v lanskem letu pri vsega 21 letih odločil, da zaključi svojo reprezentančno kariero badmintonista. Lansko leto poleti sem se odločil, da ne bom več tekmoval na mednarodnih tekmovanjih. Zdaj tekmujem samo še na slovenskih, tudi slovenskih mednarodnih še in pa v prvi avstrijski ligi. Kako to, da je prišlo do te odločitve? Preprost, ni bilo več neke velike želje. Porabil sem tudi veliko časa za to in sem ga namenil v druge stvari. Tako bom rekel, badminton je zelo zahteven šport, tudi azijski šport in seveda je težko najti financiranja, sponzorov in nasplošno je, kako bi rekel, da so samo ukvarjati z profesionalnim športom, zato ne bom rekel, da podpiram njegovo odločitev, ampak je razumem. V mešanih dvojicah pa primat nedotakljivih v državi že 7. leto zapored ohranjata Miha Ivančič in Petra Polanc, ki sta bila tudi tokrat brez prave konkurence. Tako je, 7. zaporedni, mislim, da je bilo to vse pričakovano, samo prijem turnir proba pokazati svojo najboljšo igro in odigrati, kakor gre. Za Miho, ki je aktualni športnik leta občine Medvode, je naporno leto. Svojo partnerko Petro Polanc veliko potujeta po svetu, po mednarodnih turnirjih in pridno nabirata točke svetovne jakostne lestvice, na kateri trenutno zasedata 58. mesto. V začetku aprila se bosta prvič udeležila tudi Super Series turnirja v Franciji, ki predstavlja najvišji rang v svetovni seriji. Se pravi, zdaj od poletja naprej so bila najprej v Kamerunu pa Nigeriji, kjer so bila 2krat druga. Potem so bila še v Peruju, ker so dobro četrtfinale, v El Salvador, pa še verjetno kje. Naporno je definitivno sploh potovanje tja in nazaj, ker lahko vzame tudi po več kot en dan, zaradi letal, zaradi prestopanja pa tako naprej. Ampak je del tekmovanja. Bi si želel včasih več kakšen čas za trening, kakor pa za potovanje, ampak
drugače ne gre. Petra Polanc pa v tem obdobju zasleduje še zadnje okno priložnosti za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Trenutno ni izgleda najbolje, ampak še imamo pol leta oziroma 4 mesece do konca odbora, tako da upamo, da kakšen rezultat pride in če so vsaj rabi 2 dobra rezultata in spet v igri za olimpijske igre. Klub s 140 člani v tekmovalnem programu pa si sicer lahko pohvali, da imajo skoraj v vseh kategorijah, torej od U11 pa vse do članov, vsaj enega državnega prvaka. In tako že vrsto let ohranjajo status najštevilčnejšega in najuspešnejšega kluba v državi.